Na poti po vračanju z vaje Toxic Valley na Slovaškem smo naleteli na nesrečo, pri kateri se je vodja poti, vodnik, koritnik odločil, da ustavimo in pomagamo ponesrečencem v tej nesreči. Sedela sem na sovoznikovi strani v kombiju in sem pred tem opazila ta avto, ki nas je prehiteval na prehitevalnem pasu in mi je bil, padel mi v oči in ni bilo minutko po tistem, ko smo mi dejansko naleteli na tisti razsip, ki je bil po avtocesti od teh avtomobilov in se dejansko sploh nismo zavedali, kaj se je zgodilo. Smo se pa takoj ustavili. Bolničar je najprej skočil ven in je hujše bilo. In je pol najprej v skrbu najbolj ponesrečenega v bistvu, ga je povil po glav, pač standardni postopki prve pomoči. Nekar smo mi ostali, smo pa zavarovali mesto nesreče z trikotnikom, dva kolega, Vihar pa Zakrajšek, sta pa vozeče avtomobila opozarjala še z mahanjem rok. Ja, kot je že kolega povedal, takoj, ko smo ostali, sem skočil ven iz vozila, ker tako čisto nezavedno zagrabil odsevni jopič in pa prvo pomoč, pa stekel do ponesrečencev, ker so ostali kolegi že hkrati zavarovali tudi mesto nesreče. Najprej sem stekel pogledat, če je še kdo ujet v vozilu, tam sem ugotovil, da je, ampak ker so bile poškodbe vozila v bistvu tako hude, da mu nismo mogli dejansko ne pomagati, tudi on je bil pri zavesti, smo se zato pol odločili, da ga ne bomo izvlačili ven iz vozila, da ne bi prišlo še do kakšnih hujših poškodb hrbtenice in tako naprej. Zatem smo v bistvu sem šel pogledat, če ostale ponesrečence. En je imel malo hujšo poškodbo glave, v bistvu ureznino na glavi, s katere je krvavel. Tisto smo sanirali, da me pač povili. Tretji udeleženec, ki je pa sedel zadaj, bi bil pa dejansko nepoškodovan. Gasilski avto je najprej prišel, je šel naprej do avta, ko so dali streho dol. Midva z Juretom so bila nazaj, 200 metrov stran, ko so počasnovala promet, ker največja nevarnost je pretila, da bi kakšen od drvečih avtov naletel še na nas in da bi še večja škoda bila. Kasneje so prišli rešilci, potem pa še policija. Ko so prišli gasilci oziroma policaja, smo se z mesta nesreče odstranili, da ne bi delali še dodatne gneče. Prinesli smo pač potrebne informacije s tem prvim interventnim ekipam in to je to. Zadeva od zdajle izgleda tako, da je vsak to že nekje počel, da so vsi uigrani kot dobra nogometna ekipa. Vsak je vedel točno, kaj narediti, ne glede na to, ali je to že delal v življenju ali ni. Tako da, se pravim, jaz sem zelo ponosna na to, kar so